Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni COVID-19. Novinarsko konferenco danes posvečamo obvladovanju širjenja COVID-19 med starejšimi člani naše družbe, ki so v trenutnih razmerah tisti, ki so najbolj ranljivi. Z nami sta zato danes minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Janez Cigler Kralj in pa poveljnik civilne zaščite za Notranjsko gospod Sandi Curk. Govorni jezik bo danes v znakovnega tolmačila gospa Karmen Kopušar. Novinarsko konferenco pa kot običajno začenjamo z zadnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo skupaj upravljenih 1706 PCR testov in pa 9221 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 291 novih okužb. Če si pogledamo prvo današnjo tabelo, bo iz nje razvidno, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 17,1%, kar je manj, kot je znašal dan predtem, ko je dosegal 21,1% in dan predtem, se pravi na dan 18.9., je bilo potrjenih 545 novih primerov. Kar se tiče števila aktivnih primerov v državi, se to še naprej povečuje. Po oceni NIJZ je namreč trenutno aktivnih primerov v državi preko 13.200. 14-dnevna incidenca znaša 624, v zadnjem tednu pa je bilo vsak dan povprečno potrjenih kar 1039 primerov. Bolnišnično obravnavo danes potrebuje 363 COVID pacientov, boj z boleznijo pa je izgubilo še 5 oseb. Čez vikend je bilo v bolnišnice sprejetih 60 pacientov, iz bolnišnic pa je bilo skupaj čez vikend odpuščenih 48 oseb. Kar se tiče podrobnejših razmer v naših bolnišnicah, prikazuje naslednja tabela. Kot že rečeno, se skupaj zaradi COVID v naših bolnišnicah zdravi 363 pacientov, včeraj je ta številka znašala 360. Na oddelkih intenzivne terapije imamo zasedenih 97 postelj, 7 več kot dan predtem. Na navadnih oddelkih pa se danes zdravi 266 COVID pacientov. Če si pogledamo še naslednji graf, ki prikazuje število zasedenih postelj na navadnih oddelkih, na oddelkih intenzivne terapije in pa tudi skupno zasedeno število postelj, ugotovimo, da se število zasedenih postelj še vedno strmo oziroma hitro povečuje. Zaskrbljujoče pri tem je predvsem hitro povečevanje števila pacientov na oddelkih intenzivne terapije. V zadnjih 2 tednih se je to število podvojilo, kot že rečeno, je danes zasedenih 97 postelj na oddelkih intenzivne terapije. Če spomnim, v spomladanskem valu je to število doseglo 160, v jesenskem valu, se pravi lani jeseni, pa je celo preseglo 200. Se pa trenutni val od obeh prejšnjih razlikuje predvsem v tem, da se število ljudi, ki se odločajo za cepljenje, hitro povečuje, kar bi lahko preprečilo ponovitev lanskoletnega scenarija. Podatki glede cepljenja, ki jih danes lahko delim z vami, so vzpodbudni. Ko govorimo o prvem odmerku, so višje številke v precejšnji meri odraz povečanega interesa za cepljenje v minulem tednu, saj je bilo v prejšnjem tednu skupaj upravljenih skoraj 80 tisoč cepljenj, natančneje 79 720. Z enim odmerkom je tako cepljenih že 61% odraslih oziroma kar 73% starejših od 50 let. Preračunano na celotno populacijo pa delež cepljenih z enim odmerkom znaša 52%. Kar se tiče odstotka polno cepljenih odraslih, se je ta dvignil na 55%, med starejšimi od 50 let je polno cepljenih trenutno 67%, v celotni populaciji pa delež polno cepljenih znaša 46%. S tem smo zaključili uvoden pregledni del novinarske konference, nadaljujemo pa jo z razmerami v domovih za starejše. Kot že uvodoma napovedano, je danes z nami minister Cigler Kralj, ki mu predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje, dober dan. Po dolgem času lahko danes ponovno spregovorimo nekaj o stanju
glede COVID-19 v domovih za starejše in pri ostalih izvajalcih socialno-varstvenih storitev. V svojem mandatu sem doslej obiskal že veliko teh socialno-varstvenih zavodov, domov za starejše, v nekaterih sem bil celo prvi minister, ki je dosedaj zavod obiskal. In ob teh obiskih na terenu dobivam enotne odzive. Obdobje, ko cepiv še nismo imeli na voljo in smo se soočili z velikim številom okužb in smrti, ostaja trdno zakoreninjeno med stanovalci, zaposlenimi in vodstvom domov. Ravno zato pa je izjemno močno zavedanje in samozavedanje o pomenu cepiva in precepljenosti in pomenu precepljenosti. Danes imamo to med stanovalci precej visoko, kar je dobro. Skupna precepljenost je na 96% med stanovalci domov za starejše občane. Prihajamo pa v obdobje, ko se tudi pri naših izvajalcih, predvsem domovi za starejše občane in posebnih socialno-varstvenih zavodih, ponovno srečujemo s porastom okužb s COVID-19. Čeprav stanje teh okužb trenutno ni visoko, beležimo hiter odstotkovni dvig okužb v domovi za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih. Kar želim zelo jasno poudariti je, da se zaradi visoke precepljenosti stanovalcev domov pri zelo majhnem številu stanovalcev trenutno pokažejo resni bolezenski znaki. Pogosto so uporabniki asimptomatski, odhodov na bolnišnično zdravljenje je na srečo zelo malo. Želimo si, da tako ostane tudi v naslednjih tednih. Situacija je, kot je moja predgovornica poudarila, bistveno drugačna kot pred enim letom, ki se ga še vsi dobro spomnimo, ko cepivo še ni bilo na voljo. Trenutno aktualno stanje okužb v domovih za starejše od začetka avgusta do danes je okuženih skupaj bilo 92 stanovalcev domov in 110 zaposlenih. Bilo je žal tudi 9 smrti. Bolnišnico so premestili 2,1% okuženih, ki so bili cepljeni, in 15,8% okuženih, ki niso bili cepljeni. Še en podatek, ki potrdi učinkovitost in varnost cepiva. V posebnih socialno-varstvenih zavodih so bili okuženi 4 stanovalci in 9 zaposlenih. Tam smrti nismo zabeležili. V VDC-jih, CUDV-jih ni večjih okužb. V socialno-varstvenih programih z nastanitvijo sta trenutno 2 okužena uporabnika in 3 zaposleni. Zaradi visoke precepljenosti stanovalcev domov za starejše se pri zelo majhnem številu stanovalcev pokažejo resni bolezenski znaki. Pogosto so uporabniki asimptomatski, potreb po odhodu na bolnišnično zdravljenje je zelo malo. Ob tem porastu zasedenosti kapacitet v bolnišnicah, ki ga je predstavila govorka pred mano, je to izjemno pomembno. Pred enim letom smo imeli res popolnoma drugačno, resnejšo situacijo glede tega. Veliko stanovalcev in stanovalk domov za starejše je potrebovalo bolnišnično zdravljenje. Dovolite mi, da predstavim še podatke o številu cepljenih v domovih za starejše občane in posebnih socialno-varstvenih zavodih. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo vzpostavili tedensko zbiranje podatkov o cepljenih. Današnji jutranji podatek je, da je cepljenih dobrih 95,5% stanovalk in stanovalcev. Od tega z 2 odmerkoma 80,6%, z enim odmerkom 8,8% stanovalcev in s 3. odmerkom 6,2% stanovalcev. Zaposlenih je cepljenih 60,5%
In sicer od tega 52,4% z 2 odmerkoma cepiva, 12,6% z 1 odmerkom in 0,6% zaposlenih v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih s 3 odmerki cepiva. Morda omenim še, da je v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih še vedno 280 stanovalcev, ki so prebolevniki in se še niso cepili, torej se bo cepljenje tu še nadaljevalo, torej še niti s 1. odmerkom, in pa 297 zaposlenih prebolevnikov, ki se še niso cepili s 1. odmerkom. O pomenu cepljenja bo, oziroma so in bodo še mnogi spregovorili tukaj na teh novinarskih konferencah. Jaz lahko z vidika našega resorja in zaščite najranljivejših, starejših oseb s posebnimi potrebami in drugih omenim, da ves čas aktivno spremljamo dogajanje v domovih, smo v rednih stikih z direktoricami in direktorji, še posebej tam, kjer se pojavijo okužbe. Na njihove potrebe se trudimo res kar se da hitro, ažurno odzivati. Tudi videokonference so še naprej redna oblika naših srečanj, redna oblika izmenjave informacij in izmenjave dobrih praks med izvajalci. Zadnja taka videokonferenca je bila v petek. Udeležba je bila zelo visoka, preko 210 izvajalcev se je udeležilo te videokonference in ta je bila še posebej ponovno namenjena promociji in pomenu cepljenja. Tokrat smo povabili strokovnjaka, direktorja Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, doktorja Miroslava Petrovca, ki je razložil delovanje virusa COVID-19, ostalih virusov in prednosti, ki jih prinaša cepljenje. Z dr. Petrovcem smo tudi dogovorjeni, in tu se mu res na tem mestu zahvaljujem, da je na voljo za podobna predavanja za zaposlene izvajalce socialno-varstvenih storitev. Pripravljen pa je in bomo to izvajali tudi osebno obiskati tiste ekipe socialno-varstvenih zavodov, kjer so morda večji pomisleki ali več vprašanj glede cepljenja in se z zaposlenimi pogovoriti o delovanju cepiva, o naravi virusa in morda odgovoriti na tista vprašanja, ki vznemirjajo. Menim, da je to izjemno pomembno, da še v tem začetku jeseni ujamemo in spodbudimo čim več zaposlenih, da se cepijo in s tem zaščitijo predvsem najranljivejše ljudi, za katere skrbijo. Za zaključek tega svojega uvodnega dela bi samo še omenil nekaj podatkov glede cepljenja s 3. odmerkom cepiva. Na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje so stanovalci domov za starejše med ciljno skupino, za katero se priporoča cepljenje s 3. odmerkom cepiva. Domovi se za cepljenje s 3. odmerkom že dogovarjajo z lokalno pristojnimi zdravstvenimi domovi in tudi že tretjič cepijo stanovalce. Za cepljenje s 3. odmerkom je dogovorjenih že več kot 80 domov za starejše občane. S 3. odmerkom pa je bilo že cepljenih 1031 stanovalcev, kar je 6,2%, kot sem uvodoma že omenil. Naj povzamem, cepljenje je varen, učinkovit ukrep zaščite najranljivejših. S tem, da se cepimo mi, ki smo mlajši, ki morda nimamo nekih pridruženih bolezni, kroničnih bolezni, zaščitimo predvsem njih, še posebej je to pomembno za zaposlene v socialno-varstvenih zavodih, saj s tem ščitimo najranljivejše. Vsi se še spomnimo razmer v 1., 2. valu epidemije, ko je bilo težko in zahtevno, ko cepiva še nismo imeli in dejansko so naše vse sile sedaj usmerjene k temu, da se čim bolj precepimo in zaščitimo te najranljivejše.